Brez živega srebra ne bi bilo ne Idrije in ne tudi imenitnega grajskega poslopja. Na tem mestu je bila najbrž že takoj v začetku 16. stoletja zgrajena kapela svetega Ahacija, ki je imela tudi prizidan dodatek. Grad so začeli zidati v 20. letih 16. stoletja, saj so morali zagotoviti varna skladišča za živo srebro. Zgradili so ga takratni lastniki rudnika kot utrdbo pred eventualnim napadom z zahoda. Kdo je bil takrat največji sovražnik Habsburške monarhije? Beneška republika je imela aspiracije po tem prostoru in predvsem po živem srebru. Idrija je v 500-letni zgodovini upravno, gospodarsko in politično sodila pod okrilje 7 držav. Zastave teh so razstavljene v eni od grajskih soban. Tukaj je živel direktor, je živela administracija, v kasnejših letih in desetletjih so bile tukaj tudi nekatere od teh strokovnih šol, Jamomirska šola, ki je bila v Idriji ustanovljena v 18. stoletju. In na njej je poučeval tudi znameniti Jožef Mrak, po vsej verjetnosti avtor zidnih poslikav na dvorišču gradu, ki so restavrirane po odkritih fragmentih na zahodnem krilu dvorišča. Namesto fevdalnih gospodov so se po grajskih sobanah sprehajali upravniki rudnika in člani njihovih družin. Okoli leta 1750 so grad povsem prenovili in odstranili renesančne elemente ter jih nadomestili z baročnim okrasjem. Zadnja obnova gradu poteka pravzaprav od leta 1990 naprej. Danes grajske sobane gostijo 26 tematskih razstav, rdeča nit vseh pa je seveda živo srebro. In ta živo srebrna kocka predstavlja bogastvo zaklad v idrijskem podzemlju. Obisk gradu v Idriji pa ni le priložnost za spoznavanje dela v rudniku. Rudarji so vedno posvečali posebno pozornost tudi ustvarjalnosti. Nahajamo se v spominski sobi pisatelja Franceta Bevka. Sobo smo uredili 1 leto po njegovi smrti. Danes je grad romarski kraj sodobnih turistov. Prvi magnet je seveda živo srebro in takoj za njim so čipke. Dediščina ni nekaj preživetega, nekaj, kar sodi v davno preteklost, ampak dediščino lahko razvijamo in jo prilagajamo oziroma z njo živimo tudi v današnjem času. V poletnih mesecih s koncerti oživi tudi grajsko dvorišče in če bi ti zidovi pripovedovali, bi bila zapisana zgodovina še bogatejša za vesele in žalostne zgodbe, ki so polnih 500 let spremljali Idrijo in to grajsko poslopje.